Gledate oddajo Klepet ob kavi. Tokrat imam čast, da ob meni sedita čudovita dva človeka. Sicer Vojka Žgavec Klemens in Jurij Klemens. In predno začnemo uring pogovore, ker glede na to, da smo Klepet ob kavi, pa tokrat nimam kave, pa želim, da probamo in spijemo neko eno tako zeleno tekočino. Tako da tole imata oba dva svoj paketek, ki si ga streseta notri v kozarček. To so take skrivne alge, zelene stvari, klinčki. V glavnem bomo pa govorili o stopnji zadovoljstva ljudi na delovnih mestih. In pa je, da v bistvu Slovenci smo zadovoljni od 10 7,5. Kar je za nekatere kar, meni se to sicer ne zdi veliko, ampak mogli bi biti vsaj, ne vem, 9,5. Tako da, evo, zdaj pa bom jaz tole nekaj vode dodal. Ja. Tako. Evo. In medtem, ko jaz tole, lahko si nekaj pomešate. A bomo zdaj kakšne žave postali ali kaj tako? To je taka skrivnostna reč. Slaba dobro. Pol, ker mi ne pijemo kave, pijemo eno tako kulsko zadevo. In pol čez noč postanemo žabice. Je pa veliko boljše od kave, ker je dejansko zdravo. Pa ne skače nam inzulin in vseh teh stvari, tako da. Tole bo zanimivo, ne? Ker če bom jaz postal žabec, bo Vojka potem jutri zjutraj me poljubila in bom postal njen princ ponovno. Ampak, Kako ponovno, še vedno boš ostal. Evo, iz princa pejmo zdaj na odnose na delovnih mestih. Kaj menite vidva glede teh pomembnosti, harmonije znotraj delovnih mest, razen neke dobre plače, ampak da je zraven še, da so lepi odnosi, klima hrana, hvala, se mi je zapletel jezik. Jaz bi najprej pokomentirala mogoče teh 7,5 od 10. Meni se zdi to briljanten rezultat. Res? Ja, ker zaskrbljujoča bi bila recimo številka 3 ali pa 2, ne? To pomeni, da se prevagujemo na stran zadovoljstva, ki bistveno dominira nad nezadovoljstvom. Recimo mene, jaz ne vem, nisem poznala te številke, ampak mene ta podatek absolutno navdušuje in me preseneča v pozitivno stran. Tako da 7,5 od 10, veste, tudi če nekdo vpraša, koliko sem lep, koliko imam lepe noge, koliko imam lepe roke, pa če ti nekdo reče 7,5, meni se zdi to že zelo lep rezultat. Veš, kaj je zanimivo, sem pa zadnjič poslušal en podcast in en možak je rekel, da ocenjuje svoje delavce in da tudi med sabo se ocenjujejo. In je stvar, da on je rekel lahko od nič do 10, ampak ne smeš uporabiti 7. Zato, ker 7 je glih ena taka, na sredini, ko si glih dober, prijazen, pa tako, ampak ne. Tako da 8 je že ful dober, 6 je pa tako glih za glih, da naredi. Če gledamo, ne vem, na faksu imamo 5, je pač šus. In v bistvu iz tega vidika pogledam, tako 7,5, glih je dober. Ne, jaz tega ne gledam se stališča faks ocena, ampak se stališča recimo štenk, ne. Če imaš ti do svojega vrha 10 štenk, prestopil si jih pa že 7,5, wow, si že skoraj zmagal, ne. Ok, to je res. Ne vem, Jure, kaj ti Povejte mi, kaj pa ti misliš, kako se... Mene ta 7,5 ocena zadovoljstva Slovencev na delovnem mestu me zelo preseneča, zato tega, ker glede na količino pritoževanja in jambranja, ki ga vsakodnevno poslušamo, bi to jaz ocenil, da je tam zadovoljstvo nekje 2 ali pa kvečjemu 3, če je lep sončen dan. Ta druga stvar je pa tako zadovoljstvo na delovnem mestu. Ve se, da plače niso vse in ljudje odhajajo zaradi odnosov ali zaradi šefov. Plače niso vse. Kaj vidva predlagate, kako izboljšati odnose? Pa recimo, ko so določeni problematični, ali šef, ko konstantno šimfa, pa ni zadovoljen s svojimi delavci, pa tožari, ali pa sodelavci se med sabo tožarijo, ali pa... Kaj vidva mislite o tem? Ja, jaz mislim, da je približno tako kot pri družini, ne? Torej, delovni kolektiv je ena živa tvorba, ne? Odnosi med določenimi zaposlenimi, med sodelavci naspram šefom in obratno,
niso nekaj fiksnega, ne? Se spreminjajo. So velike spremenljivke iz dneva v dan, z novim dosežkom, z novim neuspehom, z novim družinskim članom, torej sodelavcem in tako naprej. In po mojem mnenju je en prvih primarnih nasvetov, kako izboljšati klimo, ta, da se prav vsak družinski član, prav vsak zaposlen zaveda, da je njegova odgovornost si prizadevati za skupne dobre familiarne odnose in potem šele za njegovo dobro počutje. Kaj pa je v bistvu oboje stransko je pomembno, da je šef in delavci med sabo, da se tako. Glejte, šef je eden, ne? Sodelavcev oziroma tistih, ki jih menedžira, jih je pa odvisno koliko, ampak zagotovo večkratnik števila šef. Ne? In če so tisti odrasli, ki so zaposleni, če se obnašajo na način, jaz jim rečem kar šefoni, tako kot so mamoni, tisti, ki so privezani na mamo in očeta in mislijo, da bodo pri 40-ih še zmeraj starši reševali probleme. Tako je verjetno tudi z šefoni. Ne? Vse to je naloga šefa, vse to bo šef porihtal. Jaz ne vem, bom počakal šefa. Mislim, če si zrel posameznik in se odločiš za en kolektiv, je zagotovo tudi tvoja dolžnost, da poskrbiš, da ta kolektiv se dobro sprime, dobro laufa in se ne nazadnje šef s tabo dobro počuti in ti s šefom in z ostalimi sodelavci. Eno z drugim, po mojem. To je ful dobro. Morate biti v bistvu obe strani zainteresirani, ne? Globoko in visoko zainteresirani, ves čas. Juri, kaj pa ti misliš? Oziroma, preden gremo, jaz mislim enostavno tako. Zelo enostavno in to tudi midva razlagava, oziroma jaz omenjam med vsemi, ko trenirava kolektive, ne, vedno rečem, nikoli ne delaj tistega, kar ne želiš, da bi drugi delali tebi. In to je to. In pa vedno je treba uporabljati ZKP. To ni kazenski zakonik. Zdrava kmečka pamet. ZKP. To mi je pa všeč. Ja, zdrava kmečka pamet in nikoli ne delaj tistega, kar bi ne želiš, da ti drugi delajo. Pa bo vse v redu. Kjer je pa v bistvu seznam sodelavcev, ko nočemo jih imeti v bližini? Po mojem mnenju enak seznamu, ljudi, ki jih nočemo imeti v svojem življenju nasplošno, torej tudi v svojem osebnem življenju. Res recimo v svojem osebnem življenju ne želim imeti ljudi, ki so strogo pasivni. Jaz imam rajši, čeprav se mogoče malo bolj intenzivno moram ukvarjati z njimi, ljudi, ki so zelo ekspresivni, ljudi, ki povejo, kaj mislijo, ljudje, ki so proaktivni v smislu, da tudi predlagajo, ne samo šimfajo. In potem se z njimi pač usedeš in se dogovoriš, tako kot sicer v življenju, nič drugače ni v službi. Tako da ljudje, ki so pa pasivni in si predstavljajo, da svojo energijo počakajo, dokler se ne odštempljajo, ne? S takimi ljudmi je še tako vrhunski šef v bistvu z zavezanimi rokami in jih ne more pripraviti do tega, da bodo oni zadovoljni, da bodo sodelavci z njimi zadovoljni, da bo kolektiv prosperiral in da bo tisti človek, ki je šef, z njimi zadovoljen. Nemogoče. Ja, mi smo pa dejansko pripravili en tak šaljiv seznam, kakšnih ljudi ne želimo imeti noter. In tam imamo dotikalec, smrdljivec, vseved, Kazanova in kradljivec Malice. Kaj menita vidva? Jaz se zelo strinjam z kradljivcem Malce. Če mene nekdo pusti brez hrane, je zelo narobe. Da, tudi dotikalec, ne? Zdaj vprašanje, ali se ti dotika telesa, ali se dotika duše, ne? Ja, tisti, ki gre... Dotikalec duše se lahko enači z emocionalnim vampirjem. In te vemo, kako so nevarni, ker te izsesajo. Dotikalec, tiste, da se te bo pa stalno neki šlatov, ne, da je vprašanje, kdo je to, ampak tudi, če imaš rad, da se te dotika, verjetno v službi ne, zaradi tega, ker ti potem, se ne ukvarjaš s službo, ampak s čem drugim. Dotikalec zagotovo ni prijetna stvar. Drugače pa, ko smo gledali že pri kradljivcu hrane, imamo dobro pijačo, in bom jaz prvi korak naredil, tako da boste videla, da ne bom umrl pred vama. Tako da lahko tudi vidva pijeta. Jaz sem medicinski delavec, lahko takoj reanimacijo. Tako da sem varen. Hakuna Matata. Hakuna Matata, na zdravje, čin čin. Zdravje. Čin čin. Diši po špinači. Saj, dejansko je okusno.
A prepoznate kaj noter? Meni diši po špinači, čeprav ne vem, če je noter. Je Noter je osvežilno, Ja. nima intenzivnega okusa, slano ni. Pa ne vem, no, ni slabo, tako bom rekla. Ja. Je pa osvežilno. Je malo boljši kot čaj, ne da. Kateri? Evo, zdaj pa nadaljujemo k promo dogodkom, da vidimo, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Edino predavanje, na katerem je nor tisti, ki še vedno misli, da nezemljani ne obstajajo, da smo sami. Pogovor o vesoljskih bazah, skritih sistemih, civilizacijah, pomembnejših dogodkih, ki se dogajajo prav zdaj in drugih stvareh, ki jih ne najdete na nobeni strani v nobeni knjigi, saj je Matjaž v direktni telepatski povezavi z višjimi biti in je izbran, da posreduje skrite informacije. Podpora nosečnici strani bodočih dedkov in babic. Odgovornost in vloga babic ter dedkov v prihodu vnuka, kje je tista meja med vsiljevanjem pomoči in dejanske pomoči mladi družinici, pa tudi pravila pri vzgoji doma in pri starih starših. Največje pasti ob prihodu prvih vnukov in vnukin in najlepše darila na predavanju 18. januarja. Preden se odpravim na porodniško, pa konec januarja še zadnji vikend za dušo v čudovitem Strunjanu, kjer je res močna energija. Tokratni vikend za dušo bo namenjen hormonom in pomlajevanju. Cel vikend v čudovitem Strunjanu, vikenda za dušo, res nekaj posebnega. Eno tako zanimivo vprašanje. Katere debate so strogo prepovedane v službi, na delovnem mestu? Če zdaj gledamo, moje mnenje, če gledamo strogo iz sodobnega korporativnega stališča, ni zaželeno, oziroma je zelo prepovedano pogovarjati se o spolnem življenju, spolni usmerjenosti, veri in politika ni zaželjena. Kaj pa fuzbal? Fuzbal, ja. Če nisi religiozen. Ja, če ti ni to religija. Tako. Okay. Da. Kaj pa, če te recimo v službi označijo za črnokovcev, pa te ne vabijo na kosila, tako si totalni outsider, te izolirajo. Kaj pa v takem primeru? A je v bistvu boljš pol pustiti tisto službo, pa iti nekam drugam? Kaj mislite? Jaz mislim, da službe ne moreš kar tako pustiti. Tudi to pomeni, da če zelo hitro menjuješ službe, je verjetno s tabo več narobe, kot pa s kolektivi, ki si jih zapustil. Ne? To je približno tako kot s prijatelji ali pa ponovno, če se z vsemi brati in sestrami, če jih imaš veliko skregaš, pomeni, da mogoče je problem v tebi. Ne? Jaz mislim, da vse treba začeti najprej pri samem sebi. Vprašati se, v katerem trenutku so me kateri ljudje zaradi česa po mojem mnenju zapustili. In če so me zapustili in mi še vedno ni jasno, kljub temu, da sem šla v globino, se spraševati kaj, koga in kako, je najboljši način, po mojem najboljši recept, to tudi z Jurijem na vseh naših team buildingih in delavnicah učiva, pristopiti neposredno k tistemu, za katerega meniš, da te je zapustil, da se drugače obnaša in ga iskreno vprašati, zakaj se je to zgodilo. Okay. Pokazati tudi, da si začuden, mogoče, če te je prizadelo, pokazati tudi, da si prizadet, ampak odprto vprašanje brez vrednostnih sodb, še zlasti brez obsojanja, postaviti in se pogovoriti. Mi se veliko premalo pogovarjamo. Če bi se več pogovarjali in to o pomembnih stvareh, o iskrenem izmenjevanju stolišč, zdaj govorim, potem takih zapuščanj, takih črnih ovc in zlasti pa tistih morečih občutkov zvečer, preden gremo spat, ali pa v nedeljo zvečer, preden gremo v službo, ne bi bilo. Ne? Kaj pa recimo, da šef toliko veliko od tebe zahteva, pa je res tak surov do tebe, da pač ono vidiš, da ne moreš tega dostaviti, pač, da zgubiš voljo do življenja. Prav, kaj narediti v tej situaciji? S šefom se pogovoriš in ga prosiš, da ti on razloži, kako bi on na tvojem mestu to naredil. Ker šefi so zato, da ljudem pomagajo, da jih vodijo in zdaj, če ima on v mislih take zahteve, take norme, je verjetno to naredil ne zaradi tega, ker je pogledal v luno, ampak zaradi tega, ker je premislil, ker je dober šef in če je premislil, ker glede na to, da tebe pozna in
kakšne sposobnosti imaš, bo tudi vedel, kako boš to naredil. In ti ne lepo prosim razloži. Sam pa recimo, ko pride pol do takih burnoutov, ne, ko pač ljudje se tu gonijo, pa pač mogoče ne grejo skomunicirati s svojim šefom in pol v bistvu doživijo ta burnout, pregorelost, ko v bistvu se mi zdi, da je toliko velik prisotno in po svetu in v Sloveniji. Glejte, burnout ni nič drugega kot po mojem mnenju zelo, zelo močan izgovor za neživljenje. Midva z Jurjem sva bila v službah, ki so naju zelo, zelo povlekle, pozavgale, lepo po slovensko rečeno. Sva resnično delala po 14 do 17 ur na dan, ne. Ampak za to sta v bistvu potrebna dva, delodajalec in zaposleni. Če ti veš, da je to tek, ki ni tek na dolgo progo, potem se boš tega ubranil, že preden bo do izgorelosti prišlo. Če pa ti toleriraš to, da delaš 14-17 ur na dan, v petek in svetek in potem še tiste 3 ure, ki naj bi bile namenjene spanju, prostega časa tako kot ni, v bistvu pod polštrom spiš z papirji ali pa z laptopi, z odprtimi temami, potem si v bistvu ne zaslužiš drugega, kot da zgoriš. Kaj pa recimo? Ja, dejstvo pa je, če se zgodi, da zgoriš, ker ljudje imajo takšne ali drugačne sposobnosti obrambe, dojemanja, ne vejo niti kdaj jih zadane, potem je pa definitivno treba zelo hitro si poiskati strokovno pomoč. Ker burnout je pač ena oblika depresije, glede na to, da izhajam iz stroke in da sem se s tem ukvarjal, da se s tem ukvarjam že najmanj od leta 93, ne. Potem, ja. Takrat sem bil zelo mali. Še niste bili zgoreli. Pomembna je resna strokovna pomoč v primerih burnoutov. Ker imamo tudi somatizirane burnoute, ko ljudje zaradi izgorelosti in pade imunski sistem, lahko dobijo koronarno srčno bolezen, tretje korodno, s tem se ni zahecati. Ampak strokovna pomoč mora biti. Vi to pa tudi pomagate z gamification oziroma igrifikacijo, da v igro spremenite neke resne stvari, ne da? Ja, midva, kot rečeno, ko sva se stopila iz teh zelo, zelo intenzivnih, tudi mednarodnih delovnih okolij in se preselila na Kras, sva pred 2 letoma v bistvu naredila Karo, KRRA, ki je v bistvu oblika zelo, zelo primerna tudi, ne samo, tudi za kolektive, poleg tega, da je seveda namenjena tudi posameznikom. In znotraj tega v bistvu vlečeva vse, kar sva se naučila na svoji lastni koži in tudi na tem, kolikrat sva klonila. In delava team buildinge, ki temeljijo na igrivosti in igrificiranih oblikah. Igre so namreč tiste, ki so v sodobnem svetu pripoznane kot najboljši način učenja in povezovanja. Ko se igramo, se sprostimo. Ko smo sproščeni, smo bolj dojemljivi za novo, lažje to usvajamo in ko smo sproščeni, se tudi medsebojni odnosi lepše razvijajo. In zamenjati okolje, priti na Kras in se na tak način v bistvu ukvarjati s svojimi sodelavci in z oprnimi šefi ter samim sabo, mislim, da je zelo dobra investicija. Ne boste verjeli, tudi zoprni šefi, ki so recimo v Ljubljani zoprni, postanejo pri nas na Krasu kot sveže počesani plišasti medvedki. Vsi prijazni. Večkrat če vidim. Tako da zdaj gremo vsi na Kras, vsi ta resni in ta zlobni šefi, da postanemo medvedki in smo srečni skupaj z našimi delavci in sodelavci. Tako da hvala za ta pogovor, pa gremo se igrati.